Porazna rezultatska serija se je nadaljevala tudi na gostovanju proti Radomljam, kljub hitremu vodstvu na koncu poraz 1-2. V primerjavi z zadnjo tekmo ponovno nekaj sprememb v začetni enajsterici. Kaznovanega Brata je Žiga Repas zamenjal v sredini terena, v napadu so tokrat začeli Cipot, Vizinger in Tete, ki so dobro pritiskali na začetku tekme in prisilili domačo obrambo v napako v redko viden avtogol, ki je pomenil prednost. V prvem polčasu potem namesto povišanja vodstva najbližje je bil Tio Cipot, ki je zadel vratnico. V zaključku prvega dela posredovanje VAR-a in odločitev za 11-metrovko za Radomlje. Za izenačenje je zadel domači kapetan Pogačar. V drugem polčasu nekoliko manj priložnosti ob številnih menjavah, pa se je v enem redkih nevarnih napadov domačim posrečilo priti do zmagovitega zadetka, ki ga je zabil Ikena. Vsi naleti ob zaključku tekme so bili neuspešni in končalo se je s prvim porazom proti Radomljam v tej sezoni. Jedno te isto pričam svaku sedmicu i sramota me što uopšte moram da analiziram ovakve utakmice. Nemam šta, stvarno mi je teško, izvinjavam se svima koji imaju Maribor u srcu, nisu ovo zaslužili i to je to. Danas da budem kratak, sve što kažem, ponovo pričat ću jedno te isto i nema više potrebe. Ja mislim da do našega gola smo imeli vse pod kontrolo, potem pa ne vem zakaj nek padec energije. Nismo bili več tako agresivni, kombinatorni od zadaj. In ja, potem oni v bistvu brez nobene šanse so na našo napako dobili penal, ki so potem izkoristili. Potem pa drugi polčas se mi zdi, da predvsem bledo z naše strani, nič kaj konkretnega. Proti koncu tekme je bila neka želja, ampak vse to je premalo. Oddaljenost od tretjega mesta zdaj ostaja precejšnja. Prva od zadnjih 3 v tej sezoni pa je prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu večni derbi proti Olimpiji.